Pozdravljeni, mi smo skupina Inmate in vi poslušate Radio Aktivno. Protection Divine ter Maya Always Wins skupine Inmate z novega albuma Let the Dead Bury Their Dead. Jure, lepo zdrav, oddaji Radioaktivno. Lepo zdrav. Že kar dobri znanci smo, mislim, da smo zadnje 4 albume vse predstavili v oddaji Radioaktivno. Ja, drži, res z velikim veseljem vsakič pridem tukaj v Ormož, v tale vaš studio in tudi izjemno vesel sem, da sem to danes tukaj, da lahko predstavimo naš novi album. Ste še kaj slane? Ja, slani smo vedno, tako ali drugače, no, ker pač smo, jaz
mislim, da imamo malo drugačnejši pristop kot ostali metal bendi, tako da to je naš trademark, če lahko temu tako rečem. Mislim, da imate dosti soli na sebi, glede na to, da ste zelo ustvarjalni v teh letih, desetletju je kar nekaj materijala se nabralo. Ja, drži. To je res stvar, s katero se zelo radi pohvalimo. Enostavno je pač to edino vodilo v bendu, ki nas nekako drži skupaj in po konci, da ustvarjamo novo glasbo, da vedno hočemo pokazati kaj novega. Ja, očitno še niste mrtvi. Ja, to je res. Zelo živi. Tako, zelo živi, kot vedno. Naslov albuma pa kaže nekaj povsem drugega. V bistvu ne, no. Zdaj, naziv albuma v bistvu zveni Let the Dead Bury Their Dead, zveni zelo metalsko in zelo mogoče negativno, ampak to sploh ni res. To je v bistvu stavek, ki ga je izrekel Jezus, se pravi, mrtvi naj pokopljajo mrtve, ampak to ni mišljeno kot negativno, ampak tisti, ki so duhovno mrtvi, naj pokopljajo mrtvi, ostali pa naj mu sledijo in se posvečajo duhovnosti. Temu se danes vse manj. Ja, žal, preveč se ukvarjamo s problemi drugih. Mi smo vedno zagovarjali in vedno izpostavljali v naših besedilih to, da je pomemben posameznik, da vsak lahko marsikatero težavo reši pri samem sebi, ne pa da, tako kot še posebej Slovenci, znamo vedno s prstom kazati na druge za svoje osebne težave. Približno 3 leta minevajo od vašega prejšnjega izdelka. Ja, to je zdaj mislim, da je od drugega albuma nekako postalo stalnica, se pravi nekih 3 leta, ravno dovolj, da nekako ustvarimo nove komade in začnemo snemanjem. Lahko rečem, da že tudi zdaj, ko imamo že aktualni album Let the Dead Bury Their Dead, dobre pol leta v zunji tudi že delamo na novem albumu. Nekako pa nisi nič slišal v tem času za vas, se mislil, da ste že potihnili, ampak vidim, da ste prišli zelo glasni nazaj. Ja, se pravim, trudimo se, zdaj pač igramo tako glasbo, ki v Sloveniji ni toliko popularna, ni toliko podprta, ampak mi v tem izredno uživamo in izredno veseli smo, ko lahko javnosti pokažemo kak nov komad. Jure, za uvod sva v celoto povezala 2 skladbe. Ja, Protection Divine in pa Maya Always Wins. Maya Always Wins je tudi v bistvu prvi komad, ki smo ga naredili na novem albumu. Protection Divine je pa takšen prijeten uvod v malo bolj energično skladbo. Pa Maja res vedno zmaga? Vedno. Tretja oziroma druga, ki jo bova spustila, pa bo And We Could Have It All. Ja, to je skladba, za katero smo posneli tudi prvi videospot za ta album. Nekako pač ponazarja tisto našo najbolj negativno plat človeštva, ko že imamo praktično bistveno več kot marsikdo drug, pa še vedno hočemo več in to nas potem pelje samo v pogubo in v negativne zadeve, tako da treba je biti zadovoljni s tistim, kar imamo.
And We Could Have It All skupine Inmate z novega albuma Jure z mano. Od leta 2005 ste skupaj, kar pomeni prihodnje leto bo 10. obletnica. Razmišljate kaj o tem? Ja, prihodnje leto je v bistvu 20. obletnica benda in pa hkrati tudi 10. obletnica drugega albuma Tree of Life. Zdaj, za 20. obletnico jaz mislim, da ne mislimo nekih takih posebnih zadev pripravljati. Zdaj bomo pa definitivno naredili nekaj, ne bom še povedal kaj, ker je še zadeva tekel, nekaj iz albuma Tree of Life. Se pravi, en komad bomo predelali oziroma na novo predstavili, kako pa na kak način pa naj zaenkrat ostane skrivnost. Se upravičujem, vidiš, da moja matematika se je malo šepala. 2005-2025 je 20, ne 10 let. Tako. V tem času, kot sem rekel prej, se je nabralo veliko materijala. Ves čas vas spremlja metal? Ja, seveda, večino časa. Zdaj vmes smo tudi naredili en akustični album, Small Measure of Peace, s katerim smo nekako zašli tudi v te malo bolj akustične vode. No. Definitivno pa si tudi v prihodnosti še obetamo tudi kaj ne metalskega, ne nazadnje, pač glasba je glasba, jaz pravim takšna ali drugačna, vsi imamo radi glasbo, tudi vsi v bendu poslušamo različne zvrsti, ne samo metala in jaz verjamem, da bomo tudi ustvarili še kaj zanimivega v prihodnosti. V teh letih se zasedba kar nekaj spreminjala, 2 člana sta fiksna od začetka? Ja, ustanovna člana smo praktično še samo jaz in pa Andrej Bezjak na kitari. Zdaj, za takšne bende, kot smo mi, je to, bom rekel, nekaj posebno običajnega, sploh z ozirom na to, da nismo profesionalni bend, da igramo izključno kot malo bolj resen hobi in velikokrat pri tovrstnih zadevah ljudje izgubijo motivacijo, marsikoga seveda motivira tudi denar, potem se kasneje tudi pridejo na vrsto družine in pa ostale zadeve, tako da moram reči, da je kar velikokrat velik izziv ohranjati 5 oziroma nekoč nas je bilo tudi 6 ljudi v bendu, usklajevati interese, osebne pač službe, družine. Ne nazadnje, naš kitarist Andrej živi v Avstriji in tudi dela v Avstriji, živi z družino gor in ga res občudujem, da prihaja enkrat oziroma 2-krat na mesec na vaje v Škale in tudi z nami hodi na koncertih, sicer ne vse posod, ampak tako da tu v bistvu kažemo kar veliko voljo do tega, da bend obstaja. Seveda pa prihaja tudi včasih kaki bolj težki trenutki, no, ampak jaz mislim, da trenutna zasedba smo zelo homogeni in se dobro dopolnjujemo, tudi ko včasih nekdo mogoče je malo slabše volje, pa malo težave, po drugi potegnemo zadevo naprej in jaz mislim, da nam kar dobro gremo. Ste potem danes 4 ali 5 članska zasedba? 5 članska. Sicer na določene koncerte, tako kot sem že rekel, Andrej, običajno ne gre, sploh kar igramo v tujini, ampak ne glede na to, smo dobro na to pripravljeni, pač imamo zdaj v bendu 3 kitariste, brez basista, tako da lahko to nekako handlamo, da tudi v živo ni problema. Če še omeniš ostale 3, 2 si vaju že omenil? Tako, seveda na vokalih Marko Duplišak, potem na drugi kitari David Vodopivec in pa na tretji kitari Jure Vertel. Prevladujejo kitare, kot je slišati. Tako. Ti pa si bolj v ozadju bobnar. Tako, kot vedno. Tretja bo All the Sanity Failed. Nam je zdrava pamet odpovedala? Ja, velikokrat je potrebno samo čisto malo kmečke pameti, ampak včasih tudi tega ne premoremo, tako da v življenju pač treba stremeti k temu, da so stvari enostavne in tudi enostavne stvari funkcionirajo tako, kot je treba in velikokrat preveč kompliciramo. It's something I don't understand. It's all so unreal.
skupina Inmate z albumom Let the Dead Bury Their Dead, oddaja Radioaktivno. Ste si v skupini kaj natiz umetno inteligenco? V bistvu ne. No. Res je, da je to v tem trenutku zelo popularno, še posebej izdelava videospotov, ker dost bendov tudi v Sloveniji se je že tega poslužilo. No. Mi nekako, bom rekel, niti še nismo razmišljali o tem. No. Mogoče bomo v prihodnosti verjetno prisiljeni v to, ali pa recimo se bomo odločili za kaj takega, ampak v tem trenutku za kaj takega niti ni potrebe. Kar se glasbe tiče, imamo ideje, no. Smo ustvarjalni, da tukaj ne rabimo neke umetne inteligence. Kar se pa tiče videospotov, smo pa tudi izjemno veseli, da imamo bendu Marka Duplišaka, ki poleg seveda fenomenalnih vokalov tudi opravlja odlično delo, kar se tiče produkcije in pa izdelave videospotov. Praktično vsi videospoti, ki smo zdaj naredili, so v njegovi izdelavi in režiji in tukaj zaenkrat še ne potrebujemo umetne inteligence. Jaz pa sem jo vseeno malo poprašal o vas za pripravo tega pogovora in opisal Inmate. Odgovori pa mi naslednje: oprosti, ampak pri tem ti ne moram pomagati. Imate kakšno drugo vprašanje? Prosto vprašajte. Ja, ne vem, kaj si vprašal točno. Pisal sem samo Inmate. Inmate, aha. Ja, ampak očitno to ni najbolj znano. Potem sem še enkrat vprašal Inmate. Potem je sicer začela nasplošno govoriti o osebah, ki so zaprte v bolnišnicah ali v zaporu, ali pa celo to, da je to slovenski metal band iz Velenja, ki deluje od leta 2005, je omenila. No, super. Tako da vas je potem nekje v nekem koščku našla. Si bil zadost vztrajen. Očitno. V zadnjem času se kar kregam z njo. Že pri večjih skupinah mi je napisala, da zastavlja čudna vprašanja. Ja, sej sem že ta ChatGPT tudi sprobal, no, zdaj za določene stvari kar dobro napiše, no, za preostale moraš pa biti kar, tako si sam tudi ugotovil, kar dost vztrajen, da priješ do nekih prejemljivih podatkov. Omeni pa tudi, da je v vaši glasbi slišati elemente metalcora in melodičnega death metala, drži? Ja, to pa definitivno drži. V bistvu Inmate, čeprav marsikdo to zanika oziroma se ne strinja, ampak mi smo v osnovi, kar se tiče nekih izvorov, smo v bistvu death metal band, se pravi ta melodic death metal band iz Skandinavije in na tem dejansko bazira naša glasba. Seveda je z leti bilo vključenih veliko več teh modernih elementov, predvsem v začetku metalcora, tega new agea in tudi ostalih elementov, ampak v osnovi, če bi rekel samo eno zvrst, smo death metal. Ja, kaj ti potem zaključi, da ustvarjate močno in dinamično glasbeno izkušnjo? Ja, to pa mislim, da izvira iz tistega našega opisa na naši spletni strani, tako da ja, to definitivno drži. Vedno smo najbolj uživali v live koncertih, se pravi koncertih v živo, da smo lahko neposredno poslušalcem predstavljali glasbo in tudi vsak koncert, ki ga imamo, se ga izredno veselimo. Četrta po vrsti bo naslovna skladba? Tako, ja, to gre pa za tako našo mogoče atipično skladbo, no. Sploh struktura je taka zelo zanimiva, gre za izjemno hiter komad, gre za komad, ki vsebuje take tipične death metalske vložke in pa tudi malo bolj prijetne, sploh kar se tiče refrena.
Jure iz skupine Inmate z mano vdaje Radioaktivno, novi album Let the Dead Bury Their Dead vertiva. V teh letih ste ustvarili 2, 4, 5 albumov, oziroma 6. 6, ja. 6 albumov in pa tudi en live DVD. Materijala se je nabralo? Materijala se je kar nabralo. No, se pravim, nikoli v preteklosti nismo imeli težav ustvarjati avtorske glasbe, tudi v bistvu prired nismo nikoli delali, razen zdaj v zadnjem času. Tako da niti ne vidimo potrebe in tudi mislim, da v bodoče bo tako ostalo. No. Se pravim, delamo že tudi na novem albumu, tudi že imamo eno novo skladbo, ki jo že dejansko spravljamo v končno obliko in jaz mislim, da bo kar v zelo kratkem času nastalo materijala za en nov album. Jo boste zaigrali tudi na koncertu 28. Ne, ni še tako daleč. Zdaj je tako aktualen album Let the Dead Bury Their Dead, se pravi, lahko povem, da imamo zdaj v 28. septembra v Velenju koncert, se pravi prvi koncert v domačem kraju po izidu albuma, kjer bomo tudi v celoti predstavili kompletno album, se pravi vseh 11 skladb. Preko se omenja albume, lahko med njimi vlečete kakšne usporednice? Zdaj usporednice, žanrsko so nekateri albumi kar precej različni, lahko pa rečem, da ena taka pomembna stvar, ki nekako daje vse albume na skupni imenovalec, so besedila, ki stremijo k temu, da sporočajo pozitivno sporočilo, ne toliko družbeno kritično, ko smo kot sicer ponavadi vajeni od metal ali pa rock bandov, ampak da želimo poslati pozitivno sporočilo, da želimo poslati, da moramo ljudje delovati v dobro drugih, predvsem v korist družbe, da treba pod svojim pragom pometati, preden druge obtožujemo za svoje probleme in da moramo vsi skrbeti za to, da družba prosperira in da na koncu pač pri ljudeh čim manj težav. Čeprav po naslovi skladbe veliko krat tega ne izkazujejo. Ja, se pravim, stvari pri nas nikoli niso bile na prvo žogo, vedno je pač treba komad poslušati, si prebrati besedilo, če prebereš besedilo, potem hiter razumeš zadevo, ker besedila so, ne glede na to, da veliko govorimo o duhovnosti, so napisana zelo univerzalno, se pravi tudi tisti, ki toliko ne verjamejo v duhovnost, ki ne verjamejo v nekaj več od življenja, se lahko s tem poistovetijo in potegnejo iz teh naših skladb nekaj pozitivnega. Naslednja bo Calm in the Storm. Ja, Calm in the Storm je pa dejansko tudi naš prihajajoči novi singl, če lahko temu tako rečem. Sicer komad je že izdan z album seveda, ampak na koncertu 28. septembra v Maxu v Velenju bomo tudi premierno predstavili nov videospot za to skladbo, ki je seveda spet posnel Marko Duplišak, tako da v spotu nastopa tudi kot akterka Ana Drame, naša prijateljica, ki je nastopala tudi v že drugih spotih v Victoria's Home, tako da jaz mislim, da nam je rad res tak zanimiv izdelek, mogoče tudi nekaj, kar še nismo počeli do sedaj, je pa zelo energičen spot in jaz upam, da bo všeč ljudem. Looking
Jure, ko sem iskal informacije o vas, tudi na vašem Facebook profilu, mi je za slišano skladbo napisalo Umirno v nevihti. Premiera videospota 28. septembra. Pa si mislil, da bodo imeli prvo skladbo s slovenskim besedilom? Ja, to ni prva skladba, je pa prva skladba s slovenskim besedilom Oj Triglav moj dom, ki smo jo naredili letos. V bistvu zadeva je nastala čist neplanirano oziroma spontano. Zdaj povedati moram, da sem tudi predsednik lokalnega planinskega društva Šoštanj, ki v letošnjem letu praznuje 120 let ustanovitve in seveda v ta namen smo v okviru društva organizirali tudi eno kulturno prireditev v kulturnem domu Šoštanj, kjer smo predstavili tudi en zgodovinski film in bilo je tudi kup glasbenih točk in vložkov in na tovrstnih prireditvah v okviru planinskih društev oziroma Planinske zveze Slovenije se na začetku prireditve vedno predvaja skladba Oj Triglav moj dom, ki je tudi uradna himna Planinske zveze Slovenije in v društvu so me seveda že pred to v pripravah na to prireditev malce zbadali, zakaj pa ne bi Inmate naredili metalsko priredbo Oj Triglav moj dom. Zdaj nekaj časa sem se nekako upiral, potem sem pač rekel, ok, pa bomo naredili. No. In smo se zadeve kar je resno lotili. Tukaj smo vključili našega producenta Uroša Boršiča, ki je pripravil aranžma, tako instrumentalni in pa vokalni, in potem smo zadevo posneli, jo še malce speglali in potem smo ta komad, sicer ga nismo igrali v živo, ampak smo ga v obliki besedilnega videospota predstavili na tej prireditvi. Takrat niti ni bila ideja, še niti nismo imeli ideje, da bi komad izdali oziroma posneli videospot. Potem pa glede na odziv na tej prireditvi, vsi so zelo pohvalili, tudi tisti, ko metala ne poslušajo, so rekli, da smo naredili odličen komad in potem smo se pa seveda odločili, da bomo komad tudi izdali in pa posneli videospot, ki smo ga potem izdali 4. augusta. Je to protinapad proti Laibach, ki so to skladbo priredili za otvoritev svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju? Ne, ni. V bistvu gre za čist drugačno interpretacijo. Zdaj tam to, kar so naredili Laibach, je v bistvu, oziroma Laibach pa še en kup glasbenikov, Tako. Je v bistvu, bom rekel, kar približek nekemu originalu, no, vsaj po lokalnih linijah. Zdaj tukaj v našem primeru gre pa v bistvu za čist nek naš stil, naš aranžma, v bistvu tako, kot bi naredili nov komad, pa potem na ta komad postavili besedilo, tako da gre nekako za neko slovensko verzijo Inmate, če lahko temu tako rečem. Anketa kaže, da vi imate boljšo priredbo. Vse to se našel na vašem Facebook profilu. 60% glasovalcev oziroma volilnega telesa govori, da je vaša boljša. Ja, super. Nas veseli, no, čeprav moram priznati, da mi je ta priredba od Laibach tudi fenomenalna. No, tako da obe priredbi sta super, če lahko moramo priznati. No. Čeprav te skladbe ni na albumu, pa jo se ve zavrtiva. Ja, bi bilo super, ja. Kako si krasan, kako
Oj, Triglav, moj dom skupine Inmate. Skladbe sicer ne boste našli na albumu Let the Dead Bury Their Dead, ampak samo kot single. Lahko jo najdejo tudi poslušalci na raznih streaming platformah. Ja, tako kot vsa naša glasba, komplet diskografija, vse, kar je aktualno, seveda najdete predvsem na Spotifyju, na našem profilu Inmate, potem tudi na vseh preostalih YouTube, Deezer, Facebook, Instagram, Apple Music. Skratka, vse platforme so ažurne, kar se tiče naše glasbe. Tako da Je ta novi izdelek tudi na fizičnem nosilcu zvoka? zadnji album se da dobiti v obliki CD-ja, dobi se ga preko naših spletnih strani oziroma na Big Cartelu ali pa na Bandcampu, ali pa če tudi pošljete mail na naš e-mail naslov ali nam pišete na Instagram ali Facebook, tako da se dobiti tudi preostali merch, majice, kape, buffy in tako dalje. Gledam to, da ste na streaming platformah in da imate svetovno občinstvo, je kaj odziva na album od drugot po svetu? Ja, definitivno. Še posebej smo nekako po statistiki iz Spotifyja popularni na Finskem in pa v ZDA, no. Potem na 3. mestu je Nemčija in potem še na 4. Slovenija. Itak gre to za glasbo, ki v Sloveniji, kot sem že prej rekel, ni toliko zastopana, kar je normalno. Slovenija je mali trg, gre bolj za te, se pravi, severnoevropske države in pa ZDA. Greste po poteh Joker Out na Finsko? Ja, seveda si želimo. No. Zdaj letos nam je tudi končno uspelo iti na prvo turnejo po Evropi. Odigrali smo, mislim, da 17 ali 18 koncertov kot predskupina zasedbi Ektomorf, Madžarom. Igrali smo v Nemčiji, v Avstriji, na Madžarskem, Slovaška, Češka. Bila je res odlična izkušnja. Igrali smo še z nemškim bendom Tag My Heart in pa s Poljaki The Serpents. Zanimivo je to, da smo na tej turneji, po tej turneji, ko se je zaključila, no, vsi ugotovili, da je to stvar, ki bi jo še počeli v bodoče, no, in jaz upam, da se tudi naslednjo leto, pa mogoče leto kasneje, ko nekako pričakujemo nov album, spet odpravljamo na tako turnejo, ker to je res bistveno drugače, pa ne da bi zdaj karkoli podcenjeval Slovenijo, ampak ko igraš tam pred 200, 300 ali pa 400 ljudmi, ki te prvič vidijo, pa kljub temu ti dajo res tak feedback, da ne moreš verjeti, in res je scena, še posebej recimo v Nemčiji, je popolnoma drugačna. No. Tam na tak band gledajo bistveno drugače, tudi imajo infrastrukturo, imajo klube, ki to podpirajo, in zato si želimo v bodoče še več igrati v tujini in pa hoditi na tovrstne turneje. Naslednja, kakšno je življenje v vsakem vdihu? Ja, življenje v vsakem vdihu je takšno, kot si ga sami zastavimo. No. Tako da, kot sem že prej rekel, lahko si življenje zakompliciramo, lahko si ga pa poenostavimo. Sometimes that gets
Jure iz skupine Inmate, z mano v oddaji Radioaktivno. 6. album je to po vrsti, 11 pesmi ste pripravili. Ja, nekako že imamo standard do zdaj, da za album naredimo 10 komadov, tudi v tem primeru smo naredili 10 komadov. Plus en kratek uvod. Vendar je potem Andrej, naš kitarist, v bistvu en izmed glavnih avtorjev, on je tako v bistvu napisal večino komadov, rekel, da imamo še nek intrometa, ne, in potem je nam je predstavil tole in smo bili tako si nadušeni in smo dali takoj gor in je pač potem prišlo 11 komadov. Avtora glasbe si sedaj že omenil, kaj pa avtor besedil? Avtor besedil je prav tako Andrej in pa Marko. Kar se besedil tiče, tudi v bistvu Andrej prednjači tukaj, no. On je tudi dosti se ukvarja s tem, z duhovnostjo, veliko bere, veliko raziskuje o tovrstnih zadevah in ima tudi definitivno največ znanja iz tega področja in tu smo tudi nekako prepustili njemu to vlogo, no, ker on res to, v bistvu res najde dobre ideje, dobra sporočila, no, in tukaj bo vsaj v tem trenutku drugi težko pariramo v bendu in vsekakor je to njemu prepuščeno in vse, kar je do zdaj v bistvu pripravil, smo bili izjemno veseli, še posebej Marko, ki potem te besedilo tudi nekako spravi v nek ritem in potem tudi naredi metriko, kar je zelo zahtevno, no. In ko se ona dva skupaj posedeta, ko primeta papir v roke in ko spišeta besedilo, no, sicer traja nekaj časa, ampak vse, kar se do zdaj naredila, no, saj v mojih očeh je izjemno kvalitetno in pa, kar je na koncu najbolj pomembno, no, ima neko res sporočilo, ki ima neko dodano vrednost. Koliko pa še imate besede ostali člani pri ustvarjanju? Pri nas je tak, pri nas vsak, ki kaj doprinese, vsak, ki kaj naredi, ima možnost to tudi, se pravi, spraviti v končni izdelek. Pri nas pri Inmate je bilo vedno vodilo, da smo vedno spodbujali, da čim več ustvarjamo, ne. Se pravi, vsak, ko je prinesel nek delček, nek riff, da je pokazal, da je nekaj naredil, smo tudi to uporabljali, ne. Gre pa pri nas vedno tako, da če nekdo, mislim, ni tega, recimo, da bi, ne vem, nekdo prinesel 3-4 riffe, pa potem še nekdo drug, ampak vedno se naredi kot celota. Se pravi, če nekdo ustvari komad, ga naredi v celoti. Na tem primeru Andrej, on prinese cel komad, ga potem spravimo v neko končno celoto in je to. Ni zdaj, da bi pač v enem komadu bilo več različnih rifov, no. Smo pa vedno spodbujali, no. Res je, da se v zadnjem času kar dost v tem primeru zanašamo na Andreja, no, tako da jaz upam, da bo ta Jure Vertelj, se pravi naša zadnja kadrovska pridobitev, no, ki je v osnovi tudi, on je bil v začetku basist, potem smo ga dali nazaj na kitaro, da bo tudi on prispeval kako mat in pa seveda David kot najmlajši član, da se tudi mogoče še kdo drug vključi v ta ustvarjalni proces. V preteklosti so tudi bili drugi izdelovalci komadov, no, ampak kot sem že rekel, tukaj kar dost prednjači Andrej, no. Pogledal sem svoj arhiv in za album The Salt, prejšnji izdelek, ste rekli, da je to najhitrejši album. Je ta še hitrejši ali je malce počasnejši? Lahko rečem, da je kar hitrejši, no. Ta album Let the Dead Bury Their Dead, za ta album sem se v bistvu tudi malo zavestno odločil, da bo malo bolj surov. Zdaj tisti, ko ga posluša, bo tudi ugotovil, da mogoče razen en komad, to je ta zadnji komad Fool's Hope, pri nobenem komadu nimamo nekih dodatkov kot v obliki matric, klaviatur. Se pravi, gre za striktno čist klasično izvedbo, bobni, bas pa kitara in pa seveda vokal. Tudi zvok je malo bolj surov, malo bolj našpičen in tukaj smo res šli malo bolj v naše korenine, v te death metalske vode. 8. pa vrste, Destined to Taste the Death. Ja, tu gre spet en za tak metalski naslov, v bistvu gre pa za zelo ključno sporočilo, da pač, ko ljudje umremo, da ni konec sveta oziroma konec vsega, da tudi obstaja življenje po smrti in pa predvsem, da konec smrti ni tako tragična zadeva, ne. Vsaka zadeva, se pravi, človek se rodi in umre in to moramo akceptirati, ne. Sploh tudi, ko nam umrejo bližnji, seveda to velika tragedija za ljudi, ampak s tem moramo živeti. Zato je tudi to bolj pomembno, da živimo za danes, ne za jutri, se pravi, da cenimo to, kar imamo, da smo v dobrih odnosih z našimi najbližjimi, da se ne kregamo po nepotrebnem, da nismo pod nekim stresom in ker tudi potem, ko ti nekdo umre, če veš, da si do njega se obnašal korektno, da si bil z njim v dobrih odnosih, potem tudi se mi zdi, da lažje preboliš tisto izgubo, no. Ker dostikrat
nam nekdo umre z danes na jutr, pa si potem očitamo, če smo bili z njim v kakem sporu, podobni zadevi, si dosto očitamo in to potem nam je žal, vendar takrat je prepozno in tega ne moramo več popraviti. Jurej, skupine Inmate z mano oddaje Radioaktivno, Let the Dead Bury Their Dead je album, ki ga danes vrtiva. Če gledamo še naslovnico vašega izdelka, vidim, da greste proti nebesom, ampak da je ta pot zelo trnova. Ja, to smo želeli ponazoriti, se pravi pot do tako imenovane odrešitve oziroma do neke pozitive oziroma da lahko živimo dobro življenje, je pač trnova. Ni življenja nikoli ni ničesar enostavno, ničesar ni samoumevno, da pač prideš do tiste svetle točke, no je pač treba marsikaj žrtvovati, marsikaj mora trpeti, vendar ne glede na vse trpljenje in tegobe je to vredno, ko prideš do tiste najvišje točke. Veliko je stopnic in na njih se lahko ogromnokrat spotaknemo. Tako, ja, velikokrat se lahko spotaknemo, velikokrat pademo nižje, globlje,
ampak treba je ustrajati, treba je hoditi po stopnicah gor. Življenje v bistvu je zelo, zelo kruto, veliko je trpljenja. No. Sploh samo, če spremljamo današnje medije, kaj vse se dogaja v svetu, koliko je enega trpljenja, koliko je enega nepotrebnega pobijanja in tukaj je zadeva kar tragična, ampak ljudje moramo res stremeti k temu, da najdemo tiste prave vrednote v življenju, ne samo, da skrbimo za to, da nasitimo lastne potrebe, da uživamo življenje. Nedostkrat je rečeno, da je pač življenje potrebno uživati. Ja, do neke mere, ampak ne na račun drugih, na račun trpljenja drugih, ampak treba je pač delovati v dobro družbeno. Jaz mislim, da je to ključno. Ali izgubljamo tla pod nogami? Ja, bojim se, da v zadnjem času trenutno so kar težki časi. Jaz sem bil vedno optimist, vedno sem verjel, da so ljudje vsi na svetu, da so dobri po srcu, da nobeden ni po defaultu zlobna. Vsak pač dela neko stvar iz nekih interesov, se pravi iz nekih koristi ali za sebe ali za svoje bližnje. Ampak pač treba je vedno gledati širšo sliko, ne samo sebe, pa mogoče par ljudi okoli sebe, ampak vedno celo sliko in treba je se veliko pogovarjati, iskati rešitve in v osnovi kar premalo počnemo, uporabljati zdravo kmečko pamet. Ker danes predvsem ta tehnologija, ki jo imamo na vsakem koraku, nas naredi že malo neumne, že ne najdemo osnovnih stvari s telefonom, se pravi, nas telefon dejansko spremlja na vsakem koraku, ne uporabljamo pa tiste zdrave kmečke pameti, ki je dostikrat kar velika rešitev marsikaterega problema. Pamet je vse manj, kmečke pa še manj. Tako. Naslednja bo Before the pain is too great. Ja, dajmo, kot sem že veliko krat rekel, dajmo pač zadeve reševati na dnevni bazi, ne čakati, ne smemo zapravljati trenutka, še posebej, če govorimo o naših najbližjih, dajmo poskušati biti z vsemi v dobrih odnosih in tako se bomo v največji meri izognili bolečini. Surrender.
Jure iz skupine Inmate, kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno danes? Slovenska glasbena scena je izjemno kvalitetna, izjemno pestra, izjemno raznolika, sploh za tako malih trg, kot je Slovenija. V bistvu spoštovanje imamo do vsake glasbe, zdaj definitivno je pa občinstvo tisto, ki nekako postavlja meje oziroma standarde, kateri bendi so uspešni, kateri ne. No. Mogoče je malce preveč predalčkanja, malce preveč negativizma, predvsem v smeri nekih zvrsti. Jaz pravim, če ti pač neka glasba ni všeč, še ne pomeni, da je slaba, a ne? Vsi pač imamo različno okus. No. Metal publika je ena najbolj zvestih publik, kot je slišate. Ja, v osnovi je, no, ampak moram reči, da tukaj v Sloveniji si kar nažalost predstavljamo, mislim, preveč kompliciramo. No. Sloveniji, tako kot vseh ostalih zvrteh, je ogromno metal bandov, ampak tukaj je dosti nekih predalčka nepotrebnih. Jaz pravim, če ti nekdo ni všeč, pač ne tega poslušati. No, tudi mi smo že bili deležni doskrat nekih negativnih komentarjev, pač v smislu, da sploh ko smo igrali na EMI, je bilo kar strani nekih metalcev, ki so nas v preteklosti, bom rekel, poslušali pa obrajta, da kaj si pač gremo, ampak tako pa pri vsaki stvari, tudi če si izjemno uspešen, vedno boš imel neke ljudi, katerim ne boš všeč in to moraš vzeti za zakup in s tem se ne smeš obremenjevati. No. Mi je pa žal v tem smislu, da pač scena v Sloveniji metalska je že tako zelo majhna oziroma teh prizorišč kot takih ni toliko velik in že tukaj v že tako majhnem številu teh prizorišč pa bom rekel vseh akterjev, ki delajo te koncerte, je preveč nesoglasij, no, in potem se polena meče in noge in škoda je pač samo v tem, da teh dogodkov ni toliko, ko bi si jih želeli, da tudi slovenski bendi niso toliko cenjeni. Tudi recimo, ko pridejo veliki tuji bendi, zelo redko vidimo, da bi kak slovenski bend te bende podpiral. Sicer se to je druga zadeva, doskrat odvisno, kako so koncerti organizirani, kakvi so pogoji teh organizatorjev, no, ampak jaz mislim, da bi morali dati slovenskim bendom več pozornosti. Tudi obiskovalci bi pač mogli podpreti, no, ker se mi zdi izjemno veliki bendi, slovenski, metalski, ko marsikaj igrajo, je obisk zelo slab in je kar malo škoda, no, ker imamo ogromno kvalitete, ampak vedno je tako, da doma nisi popularen, če greš pa v tujino, pa stvar lahko bistveno drugačna. Mogoče se bo kaj spremenilo v prihodnje, kaj ti govori se, da bi naj tudi podprli izvoz slovenske popularne glasbe. Podprli? Tako. Ja, to bi bilo super. Kar bi sicer morali delati že leta. Ja, to je res, ampak ne vem, no, jaz pravim, da pač da imamo veliko kvalitetne glasbe, no, predvsem metalske in da si tudi metalski bendi zaslužijo večjo pozornost v Sloveniji in da bi mogli pač tukaj organizatorji tudi malo bolj delovati v tej smeri. No, zdaj, predvsem tukaj imamo v mislih mlade novodobne bende, no, ker bom rekel, da slovensko sceno še nekako spremljam, no, in ko opažam, ni več toliko novih bendov, mlajših bendov, no, kot jih je bilo recimo 10 ali pa 15 let nazaj. No. In tukaj je treba tudi razumeti, ne, ker tudi mladi bendi, če pač nimajo neke perspektive in nimajo neke publike, tukaj tudi nimajo neke motivacije to delati. No. Mene dosti ljudi tudi vpraša, kako Inmate še ustrajamo, in je včasih kar izzivno, ampak imamo pač to neko svojo agendo, od katere ne odstopamo in ustvarjamo in tudi nismo neki obremenjeni toliko s tem, no. Ampak seveda bi si pa želeli večje podpore doma vsekakor. Pred zadnjo, Sheep Among the Wolves. Ja, se to mogoče. To se lahko mogoče navezuje na to, kar sem pravkar govoril. Ravno si misli, da boš s tem povezal. Ja. Da ste kot ovce med volkovi. Ja, recimo, no, ampak se pravim, po drugi strani, če ne bi bilo toliko včasih težko ali pa zahtevno, tudi po drugi strani ne bi bilo toliko zanimivo v tem ustrajati, v tem delati, no, ker kljub temu, da včasih na domači sceni nisi deležen take pozornosti, tudi recimo z obiskom na koncertih, no, je potem toliko boljši občutek, ko priješ nekam v tujino, pa te tam res to, da te po rokah ne nosijo, no. Da vidiš, da se vsem splača malo potrpeti, pa malo zobe stisnati, da se zbere nek denar, da se potem lahko gre recimo na tako turnejo, ko smo išli v mesecu marcu in aprilu in je pol nekako res tisti trud poplačan v vseh teh letih.
Jure, za konec tega pogovora, izdelek je še svež, kakšni izzivi so pred vami, verjetno čim več promocije, prva sedaj že 28. septembra. Ja, v bistvu promocija poteka že od 8. oziroma 9. aprila, ko je bil album uradno izdan. Zdaj album smo kot tak v živo že predstavljali na turneji marca in aprila z mađarskim bendom Ectomorph. Potem uradni izid albuma je bil 2 dni po turneji, po zaključni turneji, ko smo imeli koncert v ljubljanskem Ortobaru. In pa tudi potem kasneje smo album že promovirali, igrali smo v Avstriji, igrali smo v Osijeku, igrali smo v Mariboru, če se prav spomnim. Tako da v bistvu promocija že poteka, zdaj naslednji koncert, za katerega upam, da bo uspešno v našem domačem kraju v Velenju 28. septembra, kjer bomo poleg albuma predstavili tudi nov videospot za Call Me a Storm. Z nami bo igral odličen band iz Novega mesta Escalate, rock metal zasedba, ki so tak mogoče ne več toliko mladno, čeprav ne obstajajo dolgo, ampak izjemno uspešen band. Mi tudi vedno želimo, kjerkoli že igramo, želimo igrati z kvalitetnimi bendi, z veliko boljšimi bendi od nas, čeprav to mogoče kdo ne razume. Jaz pravim, boljše, da igraš z kvalitetnimi bendi, ker tudi to te potem žene naprej, da si še ti sam boljši, da tudi pri kvalitetnih bendov se lahko tudi kaj naučiš. No. Tako da sem izjemno vesel, da so se fantje odločili, da pridejo igrati z nami v Velenje, tako da si obetamo eno tako res odlično žurko. Tako da jaz vse vabim, da pridejo. Zdaj lahko še povem to, da karte so tudi na voljo v predprodaji, karte, ki bodo kupljene v predprodaji, se pravi imetniki teh vstopnic bodo tudi sodelovali v nagradnem žrebanju in žrebali bomo 2 žrebanca, ki bosta prejela vstopnici za avstrijski festival Metal and Tattoo, kjer smo že nastopali 2-krat, tudi naslednjo leto bomo igrali tam. Gre za odličen festival, tak botični festival in dva srečna žrebanca bosta tudi dobila vstopnici, tako da se splača priti v Velenje in jaz verjamem, da vsi, ki bojo prišli, da jim ne bo žal. Sicer pa več informacij o vas na spletni strani kot tudi družabnih omrežjih. Tako, ja, aktivni smo vse posod, se pravi inmateband.com, potem smo na Facebooku, na Spotify, na Instagramu, tudi letos smo tudi odprli TikTok, tako da gremo nekako z smernicami, vsaj na tem področju, in pa seveda YouTube, kjer imamo vse video spote, tako da samo napišite Inmate Band v Google, pa boste najdli vse možne platforme, kjer smo dostopni. Posegate po občinstvu od najmlajših do najstarejših, torej od TikToka do Facebooka. Ja. TikTok za najmlajše, Facebook za najstarejše. Recimo, ja, ampak jaz mislim, da TikTok je kar ni samo za najmlajši, tudi kar starejši ga vesno uporabljajo. No, tako da, saj glede na sledilce, ki jih imamo zdaj na TikToku. Za konec tega pogovora vrtiva še ta zadnji z albuma, to bo Fool's Hope. Ja, mislim, da ste dali pravo skladbo za na konec tega albuma. Ja, to je tudi en tak zelo death metalski komad. No. Tukaj smo za razliko od ostalih dali matrico, no, čeprav matrica je taka zelo orkestralna, nima zdaj nekih modernih pridihov in ta komad res nekako paše za na konec in res tak, po mojem mnenju, tak lepo zaključi celoten album. Skladba prihaja v eter. Jure, član skupine Inmate, hvala, da si se oglasil z novim albumom v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Ja, najlepša hvala za povabilo in se vidimo ob naslednjem albumu. To bo hitro, ker ti prej si dejal, da material že pripravljate. Tako. There is a hope, the coming erased enough for
Pozdravljeni, smo skupina Inmate in vi poslušate Radio Aktivno.